Pozdravljeni, še vedno sem v Novi Gorici, ki je tako kot celotna Vipavska dolina zavezana k zelenemu, trajnostnemu in varnemu turizmu. Po 2 dnevih, ki sem jih preživela tukaj, mi je jasno, zakaj je to njihova zaveza. Tu najdeš vse od neokrnjene narave do kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Da o vonju vrtnic, ki ga je čutiti povsod, niti ne govorim. Ključ me je poslal v gradu z lepim vrtom in amfiteatrom, pa da vidim, kaj me čaka tukaj. Živijo, spet ti. Ja, se spet srečava. Ja, dobrodošla na gradu Kromberk. Hvala lepa. Ja, moj prejšnji namig me je poslal prav sem. Sem vesela, da sem prav našla. Kaj imamo tukaj? Tukaj imamo grad, ki naj bi domnevno nastal 1609. V njej so živeli družina Koronini dolga leta, po drugi svetovni vojni pa se je v njem v bistvu naselil Goriški muzej. Ampak še preden ti pokažem grad od znotraj, bi ti rad pokazal nekaj, kar je zunaj, amfiteater z lapidarjem. Wow, greva pogledat. Tole je pa lepo videti. Kdaj pa je nastal? Tole je nastalo v 20 leti nazaj praktično in je namenjeno poletnim dogodkom. Del tega amfiteatra pa je tudi lapidarij, to je v bistvu zbirka kamnoseških izdelkov in pa tudi kipov. In to je zato, da je lahko tudi zunaj neki na ogled za obiskovalce. Zdaj pa me res zanima še notranjost gradu. Ja? Greva kar pogledat? Greva. Wow, kako lepe slike. Ja, tukaj je v bistvu predstavljena baročna umetnost z nekdanje Goriške, tako da imamo umetniška dela, ki so bila bodisi v cerkvah ali pa v plemiških rezidencah, recimo iz Vipave, iz dvorca Lantieri imamo ti 2 deli. Kaj pa je to? Tole pa v bistvu spada sem, ker je neka sodobna umetniška interpretacija baročnega pohištva. Tako da je v bistvu baročna psiha, ki pa manjka tisti ključen del, manjka ogledalo. In zato se lahko vprašaš ne kakšna sem, ampak lahko tudi kako želiš, da te drugi vidijo. Se pravi, da izoblikuješ sam sebe. Na nek način, ja. Kaj pa še lahko vidiva tukaj v tem gradu? Zdaj, če greva naprej, prideva pa v poročno sobo, kjer se mladi še danes poročajo. Greva še to pogledati. Pridi. Wow. Ja, Ingrid, to je pa naša poročna soba. Tukaj se mladi še danes poročajo, vsako soboto, še posebej v tem času. In tukaj so umetniška dela iz pretežno 19. stoletja. Kaj pa lahko vidimo tukaj? No, tukaj imamo umetniška dela od konca 19. stoletja, ki jim pol grejo okrog, vse tja do današnjih dni. Večinoma so to primorski likovni umetniki, še posebno z Goriškega. In zastopani so vsi največji umetniki iz 20. stoletja. Imamo Toneta Kralja, Vena Pilona, Gojmerja Antona Kosa in sorodne umetnike, ki so delovali v tem obdobju. Vidim, da je v tem gradu zares pester muzej, ampak kaj pa je bilo tukaj včasih? Kdo je tukaj prebival? Ja, tukaj je živela družina Koronini, ki so prihajali iz severne Italije. Do 1820 je bila to njihova rezidenca, potem so se pa preselili v Gorico. In danes nas še vedno povezuje njihova palača Koronini v Gorici in naš grad sta povezana, tako da imamo tudi skupne iniciative. Kaj pa se je tukaj dogajalo med obema vojnama? Ja, nažalost je bil grad med obema vojnama poškodovan. V prvi vojni je bil direktno na fronti, v drugem so ga Nemci porušili, ampak dovolj s temi slabimi stvarmi. Jaz ti predlagam, da greš na eno žlahtno kapljico, da dobiš, kje imaš naslednjo lokacijo. Hvala za vse in srečno. Hvala, čau. Lepo pozdravljeni. Dobar dan, jaz sem Tomaž. Z gradu so me poslali semle na požirek. Lepo od njih, lepo, ja. Ko sem se vozila, sem videla tele krasne trte. Se večinoma ukvarjate z vinarsko dejavnostjo? Ja, te je v glavnem vinarska dejavnost v tem predeli doline, ne.
In ta dolina, bi rekel, pač Braniška dolina, da dam poudarek tej dolini, katera je, bi rekel, pač že, ker boste pošli naprej, že katero poveličuje sam grad, ne? Braniški grad, eden najveličastnejših gradov v Sloveniji. In plus tega, bi rekel, tele, ki ste, je napisal že pred 100 letami, je napisal Simon Gregorčič, ki je rekel v eni od svojih lepih pesmi: "Odtrto bivam zdaj v deželi rajsko mili." Ne? Pol naprej je nadaljeval še naprej, v glavnem to je bistvo. Ne? Tukaj je zelo, bi rekel, bo srečen in tako naprej. Ne? Pa bi si lahko malo pogledala vašo klet? Z največjim veseljem. Pridite za mano. Hvala. Ne? Ekola. Zdaj smo v kleti, ne? Da malo že začela pogovor, sem prinesel s sabo flaško Savignona, županova vina, letnik 2021 od občine Nova Gorica. Evo, na zdravje. Na zdravje. Živijo. No, je pa res zelo dober. Super. Hvala. Kakšne vrste vin pa imate vse? Mi imamo v glavnem vse tukaj, ko pač cela dolina, prevladujejo praktično 100% suha vina, bela vina, rdeči, razmerje je nekje tam 40 rdečih, 60 belih, pač malo varira, zmeraj malo več belega, pač ker je tu pač tudi eno območje, ki je, bi rekel, ljudje se bolj pije belo in tudi ta sveži vina in tu je boljš, da se, bi rekel, mislim, se bolj prevladujejo sveži, ne? Čeprav zadnja cajta, moram reči, da smo se precej usmerili v to staranje vin, v barika in tam, bi rekel, v glavnem pa prevladujejo rdeči sorte, merlot in cabernet sauvignon. Od belih pa zorimo v sodah Chardonnay in avtohtono rebulo. Ne? Drugače pa naš sortni izbor, v sortni izbor imamo en avtohtona sort, katerem dajemo zadnja cajta velik poudarek, to je zelen in rebulu, nekaj tudi malvaziji in pol imamo pač tiste sorte, pač eno od teh je tudi ta Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Chardonnay od belih in merlot, Cabernet Sauvignon in Cabernet Franc od rdečih. To je zdaj naš sortni izbor. Ne? In tukaj to lahko tudi stekleničemo. Ne? Tukaj lahko tudi turisti si pridejo probati vina. Ja, vaše. tukaj mi imamo, bi rekel, pač klet odprto za pač turiste, za oglede kleti. Smo tudi v tem konzorciju, tem Vipavskem, ne, kateri pač ta turističnem, zdaj, ker je cel sklop ta turizem Vipavski, smo v tem katalogu noter, v katerem pač so vsi podatki in vsaki turist pač je, kadar prije, dobrodošel. Ne? Drugače pa ta vaša posest obstoja koliko časa že? Ta posest obstoja zdaj, za 100% obstoja 93 let, kakor imamo i tata. Ne? In zdaj, če se vam spomne še nekaj, še svojega nonota, svojega tatu, mojega nonota, ne, se reče, obstajajo, odkar smo živi. Ne? Vino je bilo v hrami od vekomaj, ne? Tako da problem je edino, bi rekel, malo pisni viri in tu so tukaj več problematični, ker so med drugo svetovno vojno, zaradi požiga te vasi tukaj, Branika, so bili pač uničeni. Ne? Tako da, ko pravim, stvar temelji na mojem očeti, ne? Ki živi že toliko let. Ne? Prej ste mi omenili, da je moja naslednja postojanka nek grad. Kam pa moram iti? Kater grad je to? To je grad Richenberg. Res je samo naprej po tej prekrasni dolini, Braniški. In druga ni več potreba, ker je tako markantna zadeva, da jo ne moreš hvaliti nikoli. Ne? Najlepša hvala za vaše gostoljubje. Ja, ki spijemo še po požirka. Z veseljem, z veseljem. Evo, še po požirka spimo, se vidi, ki pijemo. Zdaj pač te, ne, to je tu, čak še jaz, ne, čeprav zdaj tako, veš, še enkrat nazdravimo in Bog daj, da bi se še kdaj videli, ne. Tako. Živijo.
Lep pozdrav. Dober dan, pozdravljena in Jaz sem dobrodošli Ingrid. na gradu Riheberg. Najlepša hvala. Z vinarstva Bizjak so me poslali tukaj k vam na grad. Že ko sem se peljala po cesti, sem opazovala to krasoto, v bistvu kako je velik in kakšno zgodovino mora imeti. Pa bi me zanimalo malo več o tem. Ja, čisto prav, da so vas poslali sem. Grad Riheberg je gotovo ena najzanimivejših točk v tem okolju. Gre za enega največjih in najstarejših gradov v Sloveniji. Njegovi začetki segajo res davno, približno 800 let nazaj. Pravzaprav tudi več, morda celo več tisoč let, kajti ta lokacija je bila prvič poseljena že v prazgodovini, ko je tukaj stalo prazgodovinsko gradišče. Prav tukaj pa lahko pogledamo prav prve ostanke najzgodnejšega še romanskega gradu, ki so še vedno ohranjeni in se jih lahko dobesedno dotaknemo z roko. To je ta čisto originalni zid iz tistih časov. Ni v celoti originalen, ker je imel grad v svojem dolgem obstoju res zelo burno zgodovino in je preživel marsikaj. Je pa zato z vsemi temi spremembami, zgodovinskimi, političnimi in drugimi, dobil še toliko bolj slikovito podobo, kakršno vidite iz doline danes. Sem pa tudi slišala, da imate skozi različne točke postavljeno pot skozi grad, pa bi si jih lahko morda ogledali? Seveda. Zdaj smo na točki, čisto prvi točki, kjer se zgodba gradu Riheberg začne. Naprej pa odkrivamo še marsikaj zanimivega. Pa pojdimo. Sva pred vhodom v notranji del gradu. Skozi to odprtino so vstopali prav prvi Riheberžani. Poznamo tudi njegovo ime, to je bil Folker Riheberški. Katerega leta je to bilo? Folker Riheberški naj bi na Goriško prišel v 12. stoletju oziroma 13. stoletju. Velja pa, da so grad postavili, oziroma grad se prvič pojavi v zgodovini leta 1230, tako da je res davno nazaj. Za njim so ostali še številni njegovi potomci in postali so ena bolj pomembnih goriških družin oziroma ministerialov, goriških grofov, katerih grad vidimo tukaj, če pogledamo čez obzidje. Glede na to, da ima grad kar pestro zgodovino prebivalcev, ki so v njem živeli, kaj pa danes? Morda tukaj živijo kakšne živali? Ja, ko stavbe zapustijo ljudje, jih naseli narava. In tudi grad Riheberg so naselili živalski prebivalci, natančneje netopirji. Gre za več zelo ogroženih in zato zaščitenih vrst netopirjev. Bolj natančno netopirk, namreč v grad priletijo spomladi breje samice in tukaj skotijo mladiče. Netopirji so sesalci, tako da vise z stropa svoje mladičke skotijo, dojijo in oskrbijo, dokler niso dovolj samostojni, da odletijo sami jeseni proti drugim zatočiščem. Zelo mi je žal, da nimamo več časa, da bi še več predebatirali o tem gradu in vseh prebivalcih. Rabim najdoče zadnji ključ. Zadnji zlati ključ, mi lahko podate kakšen namig, kje bi se skrival? Ja, ključ je skrit na najzanimivejši in najbolj fascinantni točki tega gradu, ki je hkrati najvišja točka tega gradu in na delu, ki je najbolj izstopa na tem gradu, oziroma ki je najbolj poseben glede na druge gradove. Komaj čakam, da vidim. Hvala. Hvala tudi vam. Tako pa sem našla še zadnji ključ, pa da vidimo, kaj mi sporoča. Pozdravljena! Do konca odkrivanja Nove Gorice si prišla. Upam, da ti je bilo tu všeč in da se boš morda še kdaj sem vrnila kot turist. Verjemi, da je tu še marsikaj vredno ogleda. Preden se posloviva, pa še zadnje vprašanje za gledalce.
Katero rožo ima v svojem grbu Nova Gorica? Do novega potepa, bodi lepo. Res škoda, da odhajam. Vinorodna pokrajina navdušuje z odlično gastronomijo, mesto pa z različnimi igralnicami, v katerih lahko doživite mnogo zabave. Za tiste, ki radi odkrivate, so tu zanimivi ostanki preteklosti od rimske dobe do Prve svetovne vojne. Čudovit preplet z vinogradi in sadovnjaki posejane pokrajine, vpete v vrhunske gastronomske stvaritve ob zvezi k trajnostnem in zelenemu turizmu. Pridite tudi vi, ne bo vam žal. Z odgovorom na današnje vprašanje lahko sestavite geslo, ki ga iščemo in sodelujete v nagradni igri. Vse podrobnosti o njej najdete na naši Facebook strani Zlati ključi, kamor tudi pošljete sestavljeno geslo. Mi se vidimo spet naslednji teden, do takrat pa uživajte. Kam me bo popeljala pot, ne vem, ampak sem prepričana, da bo zares zanimivo. Adijo!